Drage gledalke, drage gledalci, en lep planinski pozdrav iz studija Idrijskih novic. V današnji oddaji bomo govorili o planinstvu na Idrijskem. Zato smo v studio Idrijskih novic povabili predsednika Planinskega društva Idrija. Silvij Močnik, prav lepo pozdravljeni. En lep planinski pozdrav. Silvij, mesto predsednika ste prejeli pred kratkim. Ja, tako je. Drugače sem pa v društvu aktiven že mnoga leta. Se bliža počasi 50 letom. Tako da, če povem malo od moje zgodovine, začel sem kot osnovnošolec, še takrat, ko je nas navduševal Andrej Črnologar za planinstvo. Potem v srednji šoli sem odšel že na vodniški tečaj. Tako da in potem sem deloval pa v mladinskem odseku, se ukvarjal tudi s planinsko orientacijo. Pred nekaj leti prevzel vodenje vodniškega oziroma izletniškega odseka in zdaj sem pač napredoval še malo višje. Se pravi, izkušen dovolj za predsedniško mesto. Planinci se opravljamo neprofitno dejavnost. Delo poteka po odsekih. Koliko odsekov imamo v našem planinskem društvu? V planinskem društvu je 6 odsekov in še ena komisija. Če jih naštejem, najprej mladinski odsek, potem vodniški, markacijski, turnokolesarski, gospodarski odsek, komisija in komisija za odnose z javnostmi. Dela kar veliko. Pred kratkim smo imeli občni zbor, kjer nas je zelo razveselil podatek, da se je članstvo v društvu v preteklem letu, se pravi letu 2022, povečalo skoraj za četrtino. Čemu bi pripisali ta skok članstva? Ja, ne vem pravega odgovora. Sem malce gledal strukturo članstva, ampak kar presenečen sem bil, ko sem ugotovil, da je tak napredek iz prejšnjega leta. Je pa to lep občutek, da nas javnost na ta način podpre našo dejavnost. Če bi se malo dotaknila posameznih odsekov, mogoče najbolj veseli smo aktivnosti, zelo bogate aktivnosti mladinskega odseka, kjer je aktivnih skoraj polovico oziroma med tretjino po polovico članstva. Ja, v mladinskem odseku je približno 40% članstva, se pravi osnovnošolske in srednješolske mladine. Mladinski odsek je, bi rekel, že skozi zgodovino našega društva skozi vedno deloval kar dobro, in je pač z vsemi svojimi dejavnostmi, z izleti, z mentorji, med katerimi moramo omeniti Naceta Breitenbergerja, ki je tudi sedaj, ko ni več predsednik, še vedno vpet v delo mladinskega odseka kot mentor, kot izvajalec male planinske šole, pa še nekaj funkcij ima tudi na mladinski komisiji pri Planinski zvezi in ostali mentori. In seveda tudi vodniki, ki delujejo v mladinskem odseku, ki izvajajo dejavnosti, kot so izleti, kot sem že omenil. Vsako leto imamo planinski tabor za otroke, zimovanje, pripravljajo se na tekmovanje Mladina in gore. Tako da je dejavnost kar pestra. Pravzaprav bi lahko rekli, da je mladinski odsek ponos našega društva. Seveda. V vodniškem odseku se predvsem izvajajo izleti. Še vedno je druženje, skupinsko druženje v gorah pomembno za javnost. Ja, vodniški odsek ima pač nekaj vodnikov in te predvsem skrbijo za vodenje starejših, se pravi tisto, kar je preraste mladinski odsek. Je pa opažam, da glede na število članstva, le del članov hodi z nami organizirano v gore. Veliko jih hodi tudi posamezno. So pa nekateri, ki se jim pač to zdi precej bolje, malo druženja, ljudje se skupaj dobijo, skupaj hodijo. Tako da je kar. Zanimanje je. Izlete vodijo licencirani vodniki. Kako se pridobi ta naziv? Kdo podeljuje ta? Ja, za planinskega vodnika, kakor je naziv,
je potrebno iti na nekaj tečajev. Če izhajamo že iz mladinskega odseka, so tam tudi mladinski voditelji in nekaj časa že je pogoj, če hočeš potem na izobraževanje za planinskega vodnika, da moraš biti tudi mladinski voditelj prej. Pač je treba poslati na tečaje take, ki jih to zanima, ki jih planinstvo zares zanima, da lahko živijo s tem. Tečaji se pa opravljajo pri Planinski zvezi Slovenije. Ja, tečaji se opravljajo v okviru vodniške komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Koliko imamo vodnikov? Trenutno imamo 6 vodnikov planinskih. Letošnjem letu pa bomo, kakor upam, dobili še eno planinsko vodnico, kjer je trenutno se udeležuje izobraževanja. V društvu imamo dokaj nov turno-kolesarski odsek. Ja, tako turno-kolesarski odsek je nastal pred nekaj leti. Kot zanimivost naj povem, da tudi skozi Idrijo poteka obhodnica oziroma turno-kolesarska planinska pot. Tako da odločili smo se, da bomo ustanovili tudi turno-kolesarski odsek, ki sicer nima prav veliko članov, ima enega registriranega vodnika turno-kolesarskega, ampak mogoče se bo, glede na to, da je kolesarjenje zelo moderno, aktualno, da se bo bolj razširilo. V društvu skrbimo tudi za varovanje gorske narave. Pravzaprav se je varovanje narave začelo zaradi zaščite gorskih rožic. Danes temu ni več tako, varovanje je precej širši pojem. Ja, vsekakor. Če tudi je še vedno pomembno varovanje gorske flore, so druge stvari, je treba, kot ta odsek ponavadi izvaja akcije, kot so čiščenje okolice Idrije v zvezi z sodelovanjem z mladinskim ali pa okolica Koče na Hlevišah in podobne akcije. Pač, da vsi skrbimo za čisto naravo. Čisto naravo in da jo ne bi preveč poškodovali. Tako. Društvo ima tudi komisijo za odnose z javnostmi. Kakšne so naloge te komisije? Komisija za odnose z javnostmi je bila ustanovljena v preteklem letu. Deluje predvsem na področju promocije planinstva na vseh modernih platformah in s pisanjem člankov v medijih. Predvsem je za to zadolžena. Prostovoljci markacijskega odseka skrbijo za 123 km planinskih poti. To je, da bi poslušalci in gledalci lažje si predstavljali pot med Idrijo, Ljubljano in nazaj, kot jo mnogo kdo prevozi vsak dan, ki hodi v Ljubljano v službo. To je kar veliko delo. Ja, markacisti imajo kar veliko dela, glede na to, da nismo tako veliko društvo, imamo pa kar veliko planinskih poti za vzdrževanje. Financiranje markacistov je sicer trenutno vse na plečih planinskega društva, tako da kaže sicer, da če se bo začelo izvajanje zakona o planinskih poteh, ki je bil že sprejet, pa mislim, upamo, da bo v letošnjem letu tudi prva sredstva iz države prišla na ta račun, potem bomo to lažje delali. Tako pa se pregleduje vse planinske poti, popravlja se jih pa, kolikor je možno. Kdorkoli plača članarino, skozi ta prispevek financira tudi obnovo in označevanje poti. Uporabljajo poti pa vsi pohodniki, ne glede na so člani. Bi lahko primerjali poti s športnimi objekti? Ja, delamo vsekakor. Seveda, saj vsi športni navdušenci, tekači, gorski tekači veliko uporabljajo označene planinske poti. In je to tudi ena od teh stvari, ki bi vsekakor je potrebno rešiti širše financiranje strani, ne samo preko dela prostovoljnih markacistov po planinskih društvih po celi Sloveniji. Društvo skrbi tudi za eno zelo zahtevno planinsko pot, to je pot čez Kendove robe, ki je bila zaradi dotrajanosti kakšno leto zaprta. Lani pa nam je uspelo
da smo jo obnovili. Ja, še kar na hitro je prišlo do obnovitve te poti, ker so se pokazale možnosti za sofinanciranje nekaj strani občine, nekaj strani Planinske zveze Slovenije. Dobili smo tudi enega sponzorja in tudi še nekaj donatorjev. Nekaj pa je financirano samo planinsko društvo, ampak je pa zelo lepo, da se je obnovila oziroma posodobila oprema, varovanje na tej zahtevni planinski poti. Pot je sedaj urejena po najnovejših standardih, ki pač pritičejo zahtevnim potem. Sami v društvu pa vsekakor tega zalogaja finančnega ne bi bili zmožni pokriti. Ne, vsekakor ne. Planinsko društvo ima tudi kočo. Zgrajena je bila s prostovoljnim delom, nekoč so bile koče le za izhod v sili, danes pa so več ali manj tudi služijo kot gostinski objekt širšega pomena. Ja, planinska koča na Hleviški planini je pač koča v Sredogorju, ki jo uporabljajo planinci, predvsem bi rekel, prehodni so tisti planinci, ki hodijo po slovenski planinski poti ali pa turni kolesarji, če delajo slovensko turno kolesarsko pot. Drugače je pa priljubljena točka Idrijčanov, ki se pač radi grejo nadihati svežega zraka, nekateri s kolesi, drugi peš, nekateri tek, vse. Bi rekel, zelo veliko dejavnosti, a ne. Obiska se kar ne manjka. Tudi našo kočo ni obšla kriza, ki ta trenutek prizadeva gostinsko dejavnost. Že skoraj leto bo, kar iščemo nove oskrbnike, pa nekako še nismo bili uspešni. Ja, problem je z kadrom vsekakor, ne samo v planinskih kočah, tudi drugje v gostinstvu. Trudimo se, da bi dobili nekoga za oskrbništvo. Trenutno pa pač rešujemo dejavnost s prostovoljkami, ki so v lanskem letu opravile 80 prostovoljnih dni na koči, tudi z dežurstvom, in pač skrbimo, da so obiskovalci čim bolj zadovoljni. S temi sredstvi, ki jih društvo pač ima, nekako zagotavljamo vzdrževanje koče. Nikakor pa nismo sposobni izvesti kakšnih večjih aktivnosti, ki bi koči zagotovile standarde, kakršne so potrebni danes pri namestitvenih objektih. Ja, s kočo sicer so bili v preteklosti plani, da bi jo razširili, pa še kakšne druge stvari, ampak zaenkrat to ne bomo. Imamo pa v bistvu že odobrene projekte oziroma gradbeno dovoljenje za razširitev sanitarij, ki so res zelo majhne, tako da bi mogoče lahko sprejemali tudi kakšne skupine za dalj časa, kot kakšen planinski tabor ali pa kaj podobnega. Je pa problem, da sedaj nimamo tušev in WC-jev dovolj, to je ta projekt investicij, ki pa ne vemo, kako ga bomo izpeljali, ker sredstev društvo samo nima za tako investicijo. Koliko postelj premore koča? Koča premore 29 ležišč v 3 sobah in na skupnih ležiščih. V jedilnici pa je prostora za? 45 ljudi približno. Silvi, kakšni so načrti za prihodnja leta? Prav kakšnih posebnih načrtov za prihodnja leta še nisem delal, bomo le sproti videli, kakšni bodo. Zdaj najbližje nam sledi, bi rekel, 120-letnica planinskega društva. Planinsko društvo je bilo, prvi ustanovni zbor je bil leta 1904, prvi predsednik je bil Makso Pirnat. Tako da društvo je delovalo teh 120 let z nekaterimi prekinitvami sicer zaradi vojne in tega, ampak drugače pa zadnja leta deluje nemoteno. Tako da bo treba obeležiti tako visoko čestitljivi jubilej. Čestitljivi jubilej in tradicija, tako dolgo tradicijo res ni za prekiniti. Ja, vsekakor ne, vsekakor ne.
V poročilu gospodarskega odseka na nedavnem občnem zboru društva je Egon Mervic zapisal: Večino energije za delo črpamo iz entuziazma in pripadnosti vrednotam, kot so tradicija, solidarnost, druženje ter občutek, da delaš nekaj koristnega in dobrega za širšo skupnost. Silvi Močnik, hvala lepa za ta obisk, hvala lepa za pogovor in uspešno delo tudi v prihodnje želim. Hvala lepa. Vam, drage gledalke in drage gledalci, pa hvala za pozornost in srečno!